Enotnost med ženskami in moškimi je eden od ciljev Evropske unije. Zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogosto s časoma prispevale k utrditvi tega načela ter njegovemu izvajanju v Evropski uniji. Evropski parlament je že ves čas goreč zagovornik načela enakosti med ženskami in moškimi. Kakšne so torej aktivnosti, ki jih izvaja na področju zastopanosti žensk? Evropski parlament se zavzema za enakopravne možnosti žensk pri zasedanju vodilnih položajev. V prejšnjem mandatu je Evropski parlament pozval k ukrepom za preprečevanje spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, kot tudi v političnem življenju. Letos maja, ko so potekale evropske volitve, pa je parlament politične stranke in njihove nacionalne člane pozval, da morajo na listah zagotoviti enakopravno zastopanje obeh spola. Kakšen je torej trend zastopanosti žensk v parlamentu? Ta narašča ali pada? Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu z leta v leto narašča. Evropski poslanci so bili zastopani včasih kot delegati v nacionalnem parlamentu in takrat je bilo le 31 predstavnic nežnejšega spola prisotnih. Velike spremembe so se pa zgodile leta 1979, ko so potekale prve neposredne evropske volitve in takrat se je po vsakih volitvah odstotek poslank le še zviševal. Evropska unija je že pred desetletji naredila prve korake k enakopravnosti spolov glede plačila. Vseeno pa nekatere razlike še obstajajo. Ja, vse se je dejansko začelo z rimsko pogodbo, ki je temeljna listina za nastanek Evropske unije in ta je vključila člen, ki določa, da morata tako moški kot ženska po opravljenem delu prejeti enako plačilo. In ravno na podlagi tega je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki preprečuje neupravičene razmere med spoloma, obenem pa tudi financira projekte, ki podpirajo enakopravnost spola. Kakšna je torej kljub ukrepom danes še razlika v plačah med moškimi in ženskami, na katerih področjih je morda ta razlika največja? Razlike med spoloma se odražajo v plačah in pokojninah. Povprečne razlike v plačah pri moških in ženskih v Evropski uniji je zabeleženih v 16%, medtem ko so pokojnine pri moških v Sloveniji za približno 17% od povprečja večje od tistih, ki jih prejemajo ženske. Največje razlike se kažejo dejansko na področju informacijskih tehnologij, to pa zaradi tega, ker pripadnice nežnejšega spola, se pravi ženske, se v zelo majhnem številu odločajo za študij IKT oziroma informacijskih tehnologij in posledično zaradi tega tudi so manj zastopane na trgu dela. Seveda pa niso zgolj institucije tiste, ki lahko naredijo spremembe, te se morajo začeti tudi na individualni ravni.